Občina Slovenske Konjice je v sredo 16. decembra ob 10. uri organizirala tiskovno konferenco na turistični kmetiji Lovrenčič pri Poljčanah. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je ob tem predstavil glavne projekte oziroma investicije, ki so tekle v letu 2009 in predstavil načrte za prihajajoče leto. Smiljana Sirc Vipotnik je predstavila certifikat ISO 9001, ki ga je občina Slovenske Konjice prejela v začetku decembra. Ta naš današnji dan pomeni, da smo v večletnem delu uspeli pogledati sami svoje procese in ugotoviti, kje pravzaprav šepamo, kje nam manjka in katere stvari moramo spremeniti. V prvi vrsti je bil namen, da razmislimo, zakaj prihaja do slabe volje in na kakšen način moramo spremeniti celotne odnose v upravi in pa jih tudi seveda spraviti na papir, zapisati postopke, tako da lahko tudi merimo učinke našega dela, kajti samo takrat, ko ugotovimo, kaj gre narobe, takrat lahko začnemo stvari spreminjati. In seveda današnji dan je posebne vrste za našo občinsko upravo. Gre za priznanje, da smo na koncu tega prvega dela. V nadaljevanju pa seveda pomeni vsakodnevno spremljanje naših postopkov, rezultatov dela in pa priprava oziroma ukrepanje vse v smeri izboljšanja naših storitev, tako da bodo naše občanke in pa občani še bolj zadovoljni z našim delom. V letošnjem letu smo nekako uspeli praktično dokončati eno od večjih investicij, to je obnova in pa delno novogradnja osnovne šole v Ločah. Zgradili smo vrtec v Tepanju, uredili športni park v Slovenskih Konjicah pri osnovni šoli ob Dravinji. Zame je pomembno dokončanje prvega projekta pri zamenjavi vodovodnih cevi, gradnji vodohrana v Škavcah in pa tudi kanalizacije. Pomembno je zato, ker je to res prelomnica, to je prvi projekt, pri katerem občina Slovenske Konjice črpa sredstva Evropske unije. V nadaljevanju smo v letu 2008 in pa 2009 že pričeli z obnovo kanalizacijskih cevi in pa vodovoda v samem mestu Slovenske Konjice. Seveda je pa največja pridobitev za občino in predvsem pa za Slovenske Konjice in okolico je plinifikacija, uspešno dokončanje te etape plinifikacije. To pomeni več kot 5 milijonov evrov vredno investicijo, kjer pa praktično ni bilo potrebno vložiti niti centa ali pa evra iz občinskega proračuna. Seveda v nadaljevanju pa je največja prelomnica odvisno od uspešno pripravljene dokumentacije oziroma od pridobitve odločbe, da je projekt zbiranja in pa čiščenja odpadnih vod kohezibilen. To pomeni, da po projektantski oceni je vrednost projekta 9,6 milijona evrov in to je bistvenega pomena, da v naslednjem letu začnemo graditi centralno čistilno napravo v Slovenskih Konjicah in pa primarne kolektorje, kajti ta cilj 2015 niti ni cilj, ampak je pravzaprav obveza, se hitro in pa nezadržno bliža in če uspemo pridobiti tam med 5 in 6 milijoni evrov samo za ta projekt, potem je to en prelomen trenutek poleg vseh ostalih investicij, ki jih nameravamo še speljati v tem letu. Zvezdana Navljan iz zavoda Malinov dol pa je predstavila svoje zamisli za prazničen utrip v mestnem jedru z naslovom Zgodbe iz izložbe. Torej, lep pozdrav prav vsem. Ja, tako Zavod Malinov dol letos zopet v sodelovanju s Turistično-informativnim centrom in pa Centrom za kulturne prireditve snuje
nove ideje. In v tem predbožičnem času smo si seveda zamislili, da bi bilo mogoče lepo, da staromestno jedro oživimo na poseben način. Zgodbe iz izložbe je pač želja, da v izložbah zaživi tisto bistvo, kar naj staromestno jedro pravzaprav ponuja. Na pomoč smo povabili seveda gospoda Božička, ki nam bo seveda s košem daril pripeljal vse pravljične junake, ki bodo nastopali v vseh teh lokalih, ki so nam jih v brezplačno uporabo dali vsi lastniki praznih lokalov. Kdo vse bo na starem mestnem jedru točno 25. in 26. decembra, vam povem kar takoj. In sicer po polnoči boste v večernem času seveda od 5 do pol 8 lahko srečali Muco Copaterico, ki bo pridno šivala copate. Potem bo imeli pridne Božičkove škrate, ki bodo zavijali darila prav za vse otroke. Potem imamo seveda Pepelko, ki bo iskala, oziroma princa, ki bo iskal Pepelko z gobljenim čevljem. Rdeča kapica, ki se bo skrivala pred hudobnim volkom. Potem imamo Jankota in Metko, ki boste seveda ne samo jedla, ampak tudi pekla svoje piškote. Božiček pa bo svoje najmlajše prijatelje vabil kar na svoj dom, ki bo na Starem trgu 28. Pri debeli malini se bo kuhala vroča čokolada, medtem ko bo pehta skrbela s toplimi nabitki za vaše zdravje. Skratka, vse to 25. in 26. od 15. do 19:30 ure. Božiček pa bo vsak dan prišel na kočiji Jurjeve konjenice. Skratka, vsi vabljeni, kajti to je dokaj unikaten projekt, ki se bo zgodil samo v Slovenskih Konjicah. Ob zaključku tiskovne konference je župan občine Slovenske Konjice vsem prisotnim, kot tudi vsem občanom, izrekel voščilo ob koncu leta. Hkrati bi vam vsem skupaj in vašim domačim zaželel lepe božične praznike, v novem letu pa seveda obilo sreče, zadovoljstva, zdravja, življenjskega optimizma in pa da se velikokrat srečamo pa vedno